Najprej pa gospodu Dončiću. Gospod Dončić, kakšen je bil občutek, ko ste pred tekmo prišli v dvorano, na vseh sedežih pa majica vašega sina številko 77? Ja, mislim, da se teh občutkov enostavno ne da opisati. Je pa res, da to je bila prva tekma, kjer je Luka nastopil. Jaz sem bil še predtem na tistih dveh domačih tekmah in eni gostujoči. Enostavno se mi zdi, da že v tistem momentu, ko je prišel v civilu, je bila, počutil si neko euforijo, da se pripravlja neka velika stvar, ampak to kakšen sprejem so mu naredili na prvi tekmi, to pa res so pokazali res, da niso kar neka franšiza tam, ampak enostavno zato so med največjimi, če ne največji na svetu. Kako pa ste doživeli trenutek, ko je Luka vstopil na parket, ob horonskem navijanju gledalcev, ki so mu že ob sami predstavitvi moštva namenili stoječe ovacije? Jaz nikoli nisem dvomil, kar se tiče košarkarskih sposobnosti v Lukata, oziroma kar se tiče tega pritiska, ampak enostavno meni osebno so bili malo je bilo v želodčku tistih metuljčkov, malo je bilo treme prisotne, seveda po dolgem času, po 7 tednih si se vrnil nazaj na parket in to enostavno, to niso enostavne stvari, sploh pa ne v tem primeru, ker je cela dvorana pričakuje od tebe zelo veliko, tako da v štartu je bilo kar dosti tremeno, ampak pol je bilo to s tisto prvo podajo, s tistim prvim upam, je bila ta trema razbita in pol je bilo vse skupaj veliko lažje. Kaj pa vam je po tekmi povedal Luka? Dejali ste, bilo je malce metuljčkov zaradi tega, ker dolgo časa ni igral. Kaj pa po tekmi? Po tekmi je bil absolutno, predvsem zaradi tega, ker je začel nazaj igrati. Luka enostavno igra zaljubljen v to košarko in njemu je ta košarka praktično vse. Seveda tukaj je tudi psihološki moment bil prisoten glede te poškodbe, obstajala je neka, bom rekel, bojazen v glavi, sigurno, če se lahko ta poškodba spet seveda obnovi, ampak po tekmi je tudi, mislim, da njemu padlo eno veliko breme iz srca, tako da po tekmi je bil izredno zadovoljen. Kako pa gledate na dejstvo, da so navijači Lakersov Luko vzeli za svojega, v resnici še preden je v resnici prvič resno prijel za žogo na igrišču? Mislim, to je ful dobro vprašanje, ampak jaz bi bolj rekel, da to dokazuje, kakšen vtis je pustil Luka že pri Dallasu. Ni bilo to vezano samo na Dallas, to je enostavno res globalni nivo. Dejstvo je, da v Lakersih, zdaj v Los Angelesu ga imajo izredno radi, ampak ta njegova popularnost je še širše, kamorkoli smo prišli, govorim tako po svetu, enostavno kamorkoli pridemo, je Luka, se mi zdi, ga imajo ljudje radi in zakaj so ga povzeli kot svojega, tukaj v Los Angelesu, to pa jaz res ne znam odgovoriti na to vprašanje, ampak sem pa zelo vesel. Gospod Dončić, kaj je bil za vas najljubši trenutek sinočnega večera? Za Luko, dejal je bil odziv navijačev, ko so ga predstavili množici in dejstvo, da so dali njegove drese gledalcem. Kaj pa za vas? Meni je bilo prvo najboljša stvar, kar je, ko sem ga videl, da je začel spet igrati. To vem, da mu zelo velik pomen. To, kar se pa dogajalo zraven, vsak sedež svojo majico, sprejem ob njegovi predstavitvi, na koncu tudi ta detalček, ker je LeBron, ker vem, da to tukaj zelo velik pomen, da je LeBron prepustil to zadnje, Lukata kot zadnjega, da ga predstavijo. Mislim, občutki so res, ne znam jih opisati, fenomenalni. To, da doživiš kot starš, da ti cela dvorana v mestu, kot je Los Angeles, ustane in da postane taka euforija, to so res neverjetni občutki. No, preden nadaljujeva, pa si poglejmo, kako je Luka Dončić na noge spravil svetovno košarkarsko javnost. Luka Černe. Navijači v Crypto.com areni v Los Angelesu so danes vedeli, da bodo bili priča zgodovinskemu trenutku košarkaške zgodovine NBA-ja. Luka Dončić je na igrišče prišel kot zadnji, 5. igralec, kar velja za najbolj častno mesto.
Pred tekmo se je v dresu številko 77 ogreval prvi mož ekipe Lukov vzornik LeBron James, ki na dresu sicer nosi številko 23 in je že pred tekmo izračunal možnosti za zmago. 23 plus 77 is 100. Yeah, let's get it. Dvorana v Los Angelesu, ki sprejme skoraj 20,000 navijačev, je pred tekmo zadonela v balkanskih ritmih. Medtem ko je slovenski superzvezdnik zaradi zgrešenega meta izvajal kazenske sklece. Navijače so pred spektakularno tekmo na sedežih pričakala prav posebna darila, dresi z Lukovo številko 77. It's just a lot of support for me. You can see when I come into the arena, I saw all the Luka jerseys. It was just a surreal feeling. Tekmo so spremljali številni znani obrazi, ob igrišču sta sedela igralec Will Ferrell in najstarejši sin Davida Beckhama Brooklyn, iz druge strani je pozdravljala priljubljena pevka Adele. Tekme sta se udeležila tudi Lukova zaročenka Ana Marija in hčerka Gabriela, obe sta takole pozirali v ujemajočih dresih, ob njima smo lahko videli tudi Lukovega očeta Sašo Dončića. Na presenečenje vseh se je z njimi družil tudi Dirk Novicki, ki je sicer vso svojo kariero posvetil klubu Dallas Mavericks. Celo življenje bom navijač Dallasa, preprosto sem moral podpreti svojega fanta Luko Dončića. Brat moj, tvojega debija nisem mogel zamuditi, je na družbenem omrežju X zapisal legendarni košarkaš. In po končani tekmi se je pred svetovno košarkarsko javnostjo zaslišala tudi slovenščina. Res hvala. Kle mislim, da bom imel poznejše tekme, še 2 uri več iz Dallasa, ampak res hvala. Videl sem veliko podpore iz Slovenije. Tako da res hvala vsem in upam, da so zadovoljni. In medtem ko v Dallasu navijači množično žalujejo in vzdrževalci trgajo Dončićeve plakate iz sten in stebrov, so zgodovinsko priložnost zagrabili tudi oglaševalci. Znamka športnih pijač Gatorade je na enem najbolj znanih napisov na svetu takole računalniško obrnila črki L v rumeno številko 77, ki krasi Dončićev dres. Ne samo v Ameriki, slovenska IKEA je objavila reklamo z napisom nove barve, nov prestol, znamka papirnatih izdelkov Paloma pa je za solze razočaranih navijačev Dallasa po odhodu Dončića posvetila paket robčkov. Gospod Dončić, je ob vsem tem, kar smo lahko videli, sploh še kaj grenkobe zaradi načina, kako je Luka zaradi menjave z Dallasom prišel v Lakerse? Kar se tiče tega trada, jaz moram reči, da vse to, kar se pogovarjamo tu z Lukatom, enostavno, to, kar se je zgodilo 1 let nazaj, to se je v bistvu že pozabljeno. Ta grenkoba, ki je bila v tistem momentu, bil je šok. Ampak to je tudi na koncu legitimna pravica vsakega kluba, da svoje igralce nekako trada, če niso zadovoljni. Ok, se je zgodilo to, kar se je zgodilo, življenje gre naprej. Luka se je zelo hitro prilagodil, seveda tudi Lakersi kot organizacija so mu pri tem delajo res vse na temu, da se ti dobro počutiš v tem okolju tukaj. Ta trend je že zdavnaj pozabljen, tako da gre naprej. Vse gre naprej, življenje gre pač naprej. Življenje gre naprej, in zdaj recimo po teh prvih vtisih, če primerjate Los Angeles Lakerse in Dallas, kje vidite, vsaj po teh prvih občutkih, bistveno razliko med organizacijo, načinu dela klubov? Mislim, tako bom rekel, 6 let pa pol je Luka preživel v Dallasu. Tam so bili lepi trenutki. Jaz osebno sem spoznal tudi ogromno ljudi, veliko lepih trenutkov. Pustimo ta trend. Jaz moram reči tudi za Dallas. Jaz jim bom vedno hvaležen, vedno zahvalen, zato ker so mojemu otroku na koncu ponudili vse te pogoje, sprejeli ga kot prvi klub v NBA-ju. Tako da razlika v organizacijah. To Los Angeles je že v štartu večje mesto, velike tega blišča, velike teh znanih obrazov. Moram priznati tudi, da se je res mogoče za malenkost, ne bom rekel za malenkost, rekel bom, da je veliko več ljudi vpletenih v sam klub, veliko več ljudi skrbi za različne stvari, tako da tukaj igralci enostavno res razmišlja samo o košarki, o ničemer drugem. Vse ostalo so tukaj Lakersi kot organizacija, da poskrbijo, da se ne obremenijo z nekimi nepotrebnimi stvarmi.
Gospod Dončić, povsem blizu vas je, ko sva ravno pri znanih, na tribuni sedel legenda Mavericksov Dirk Nowitzki. Sta spregovorila kakšno besedo? Kaj je Dirk povedal? Kako to, da se je odločil in prišel podpreti Luka na prvo tekmo kot igralca Los Angeles Lakersov? Prvo kot prvo, Luka in Dirk sta prijatelj. In Dirk je seveda prišel v Lakerse, ker to je vse ogromna stvar za vsakega posameznika. Zdaj pa, če se govorimo o prijatelju, je prišel kot prijatelj. Mi vsi vemo, da je Dirk celo svojo kariero preživel v Dallas Mavericksih in on je, da rečem, navijač oziroma pripaden Dallas Mavericksu, ampak tukaj je prišel podpreti svojega prijatelja in jaz res mislim, da je bilo to zelo lepa gesta od njega. Prej ste omenili LeBrona Jamesa, ki je pokazal izjemno gesto ter Luki omogočil, da kot zadnji pride na igrišče v predstavitvi ekipe. Srečali ste tudi z njim. O čem sta govorila? Kar se tiče LeBrona, smo se pogovarjali v principu, izrazil je to dobrodošlico, rekel je, da če se karkoli rab, seveda, da se obrnemo, da mu lahko povemo. Čist take neke normalne stvari, ve, da je v bistvu bil tisti moment. Luka to je predvsem rekel, da pozna občutke, ko se trejda, da to niso lahke stvari, ampak nič posebnega, čisto človeške stvari, čisto normalne. Luka je znova pokazal čut za soljudi in je doniral $500 000 žrtvam katastrofalnih poplav v Los Angelesu in napovedal, da bo tam obnavljal košarkarska igrišča. Predvsem poudaril, da otroci morajo imeti prostor, kjer lahko igrajo in se družijo. Dobro, zdaj, da ne bi jaz... Luka je tak človek, da je zelo retovan. To je kartela, ni to samo Los Angeles, ni to samo Dallas, mislim, da je tudi veliko stvari naredil in v Evropi. Tako da to je ena tista dobra plat Lukata, ki jo, če seveda ima možnost, absolutno proba izkoristiti oziroma uporabiti. Tako da take stvari tukaj, jaz sem sicer res bil tudi v tem delu, ker se je zgodil ta požar in to je res ogromna katastrofa in seveda, če imaš možnost, zakaj pa ne bi pomagal tem ljudem, ki so se najdeli v stiski, nikoli ne veš, to se lahko mogoče tebi kaj takega zgodi. Gospod Dončić, za konec, kaj menjava kluba pomeni za Lukovo igranje za slovensko reprezentanco? Bo še igral zanjo ali menite, da ga bodo po prvih občutkih Lakersi morda pri tem ovirali? To je zdaj tista ena taka stvar, sicer to je nič uradnega, ampak ti klubi tukaj v Ameriki zelo spoštujejo to neko, da rečem, patriotizem oziroma neko igranje za svojo državo in tukaj absolutno ne pričakujem niti enega manjšega problema, kar se tiče reprezentacije. Ok, te babli, ki so med ligo, seveda po svetu NBA igralci enostavno ne smejo igrati, kar se pa tiče poletnih časov, pa tukaj res ne vidim in mislim, da tudi ne bo nobenega problema. Gospod Dončić, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.